No evo, veš, kako je hitro preveč. Hej, a veš, kje sem jaz danes? Na Racelandu. A veš, jaz tako v svojem lifeu nisem prav velikenih takih team building dnevov, ne? In to, kar bomo počeli danes, se zna temu kar dobro približati. Veš, danes smo se na Racelandu zbrali novinarski kolegi uredništev, ki sodelujejo pri skupinskem testu Prima. Bistvo današnjega eventa je pravzaprav malo načrtovanje, kakšnih projektov se bomo lotili še do konca tega leta, pa pol tudi v naslednjem, ampak potem pa sledi še malo zabave. Veš, kaj tukaj piše? Je pa hec, ne? Ker jaz še v življenju nisem sedel na go-kartu, ki bi šel hitrejš tam od 50 na uro. Ko pa mi se skupaj odvozimo, ne? Bo šla pa na pisto še s telim junakom. Vidiš, tale stric tukaj, on je Grega, on ima čez hitri dirkač. Se pravi, to je najbolj popularna kategorija v kartingu na svetu. 80 kg, 30 konjev, pa vrti se na 14 ure obratov. A pa še cen nisem povedal, ne? 30 evrov za 10 minut, zraven pa dobiš še valjda kombinezon, čelado, rukavice, podkapo, pa tudi čevlje. Kar se pa celotnega feelinga tiče, jaz moram reči, da je vrhunski. Evo, zdaj kvalifikacij konc, par minut pauze, mogoče ta prav čas, da se sedem v avto. Gremo en krog. Kaj morate za začetek vedeti, s tem avtom sem se do zdaj vozil praktično samo na avtocesti, tako da to bo prvi tak malo resen dinamični preizkus. Hkrati tudi zadnji, ker polka gre nazaj proti Ljubljani avto vrnem. Je pa tako, ne, puncem z BMW-ja sem obljubil, da gum ne bom preveč materno, ampak en wing pa vse lahko malo pokadim, a ne da? Evo, veš, kako je hitro preveč. Nekaj sem se spomnil, sploh nisem predstavil tako konkretno tega avtomobila. Kaj ima pa tako naprej? Tako da pojmo lepo počas pa od začetka. Tole je BMW M240i. BMW pod pokrovom motorja je 3-litrska V6 turbo mašina s 340 konji. Koliko ima do 100, ne vem točno, ampak mislim, da krepko pod 5. Pa nekaj je takoj očitno, ne? Tale avto je poleg moje nalepke okranclan tudi z M-Performance deli. To se recimo ful dobro vidi tukaj pri izpuhih, le bom pokazal. A je seksi, a ne? Poglej to. Pa v to M-Performance enačbo padejo vse živo, ne? Od tepihov do tistega karbona, ki sem ga zanč kazal, ki ga je v kabini, res ogromen. Pa tale hudič se tudi ni kar tako po naključju gor znajdel. Aha, dirkat moramo iti. Evo, se moral prekiniti, je bila dirka na vrst, zdaj pa dirke konc. To se pravi v osnovi M240i stane koliko že 51.100 evrov. V bistvu kar dost manj kot M2. Pa prijemo do druge zanimive številke, ne? Tale avto ima pol dodatno opreme toliko, da prije cena na dobrih 66.000 evrov. To je pa že M2 teritorij. Ampak pejmo k bistvu, ne? Tale avto je v bistvu en tak odličen showcase, kako lahko M-Performance deli avto spremenijo. In tukaj prijemo do tretje številke in sicer vseh teh M-Performance delov je za dobrih 13 jurjev. To se pravi 66 plus 13. Če jaz to prav razumem. Če pa ne, punce z BMW-ja, povejte mi, če sem kaj narobe prebral. Generalno gledano mi je žal, da nisem imel še več časa, da bi se s tem avtom še bolj spoznal in naredil ene konkretno sladko-kisle, ampak včasih ko pride. Ok, to je to, jaz pičem v Ljubljano, avto moram vrniti, kar se pa same dirke tiče. Evo, z Gašprem z avtomobilizma.com sva se že domov vračala, pa me je na nekaj spomnil. Rekel, starja, si posnel volan? Šit se res volan, čisto pozabil, pa to je ena taka stvar, ki ti takoj v oči pade, ko se v avto usedeš. Glej to, sred volana zaslon. Aktiviraš ga tako, da hkrati pritisneš dve tipki tukaj na volanu, ki se jih v bistvu tako na prvo žogo sploh ne vidi. In ta majhen zaslonček v sebi skriva marsikaj. Po moje bo še najbolj razložim takole. Lej, tole je menijska struktura tega, kaj ti noter lahko najdeš. Veš, imaš Efficient Dynamics mode, Sport mode, Race mode pa Setup mode. V glavnem pri Race mode lahko štopaš ali quarter mile, ali lap time, ali pa vmesne čase, stopwatch. V glavnem meraš lahko čase. No, pa imaš pa poleg tega osnovnega zaslončka, ki je na sredini volana, še tako dva plastična parkla in tudi tukaj noter se skrivajo lučke in sicer naraščajo oziroma prižigajo se z višanjem ali večanjem vrtljajev. Zdaj, kako to zgleda? Dobro, ne? Kaj da si v bolidu? Pa vem grede, ne? Gašper je bil danes tudi na stopničkah. Zdaj bomo pa kolege novinarja ujela in malo pomahamo. Kako sta prijazna, ne? Evo, kratko, sladko, kaj čem ti reči? Kar se pa porabe tiče na avtocesti, mislim, da je bila tam ene 8,5. Skupno pa ene 11, ker sem ga vmes parkrat pritisnil. Ampak zna biti pa tudi dosti višja, če si tak zelo zagnan voznik. Gašpri z avtomobilizma je rekel, da ti zdanke avto fotku, pa se je vmes še malo konkretno preganjal, da je bila mimogrede 14. Lepkam pa kar gor pustil, se mi zdi, da mu paše, a ne? Veš, to sta pa Maja, pa Manja, prvi dami BMW v Sloveniji.